Še enkrat dobrodošli. Upam, da vam je bil film zanimiv. Z mano je torej gospa Mojca Širok, ki jo nedvomno poznate. Je že dolgo novinarka in pa publicistka. Tako pišoča novinarka, kot tudi obraz iz televizije. Kot publicistka pa je izdala 3 knjige, ki se tičejo italijanske politike, italijanske družbe in pa tudi Vatikana in Rimsko-katoliške cerkve. Seveda bi vas radi obe povabili, da se tudi vi udeležite pogovora, mogoče z dvigom roke ali kakorkoli, za kakršnokoli vaše mnenje, vprašanje za Mojco, ste vljudno vabljeni. Zdaj pa bi jaz kar začela pogovor, mogoče začnimo kar pri filmu. Me zanima, Mojca, jaz sem na začetku rekla, da se mi zdi film dober zaradi več razlogov in eden od teh je tudi ta, da se ne poslužuje kakšnih dramaturških trikov ali pa hollywoodskih trikov, temveč nekako dost zvesto sledi problemu oziroma času, v katerem se znajdejo ti novinarji. Kako se pa tebi zdi, ki poznaš okolje nekih uredništev, okolje enih raziskovalnih podvigov novinarskih, se ti zdi film verodostojen? Ja, najprej lep pozdrav vsem, hvala tudi za povabilo. Me zelo veseli, da lahko z vami delim te izkušnje ob tem filmu, namreč meni je bil ta film zelo všeč. Tudi zato, ker se, ne bom rekla, da sebe prepoznavam, ker žal kakšne zares take bogate in pomembne izkušnje sama osebno nimam, ampak sem se pa prepoznala v več vlogah, ne. Tukaj sem si prinesla, sem že Vari pokazala tudi en plonk listek, ne, in sicer ima datum 13.12.2002, ko sem za Radio Slovenija takrat kot dopisnica iz Rima in Vatikana poročala o odstopu kardinala Loja, ki ste ga danes poznali v filmu. In tle imam še 2 svoja stara prispevka iz aprila 2002, 3 mesece potem, ko je izbruhnil škandal, o katerem ste danes gledali film, in so se morali ameriški škofi zagovarjati v Vatikanu. In so prišli v Vatikan na tako imenovani na srečanje, ne, v katerem bi jim v vatikanskih uradih dali navodila, kako naj ravnajo, kako naj se obnašajo. In takrat je Vatikan zelo upal, da bo to eno tako zelo malo srečanje, o katerem se ne bo veliko razvedelo. Načrtovano je bilo, da se z ameriškimi škofi in kardinali sestane vodja kongregacije za versko doktrino, to je bil takrat kardinal Ratzinger, poznejši papež Benedikt XVI. Skratka, da bo vse skupaj en tak manjši delovni posvet, na katerem bodo ameriški kardinali in škofi s papežem oziroma njegovimi predstavniki govorili o tem, kaj pa zdaj, ne? Se pravi, 3 mesece za tem, kar ste videli zdaj v filmu. No, to je bil popoln račun brez krčmarja in to pa sem spremljala v prvi osebi, namreč iz škof in kardinali je iz Amerike prišlo še približno 150 ameriških novinarjev in tale neobvezno delovno srečanje, ne, so morali v Vatikanu takoj PR-ovsko, ne, krizni management PR-a takoj spremeniti v vrh, ne, namesto delovnega srečanja je postal vrh, na katerem se bo papež s kardinali pogovarjal o krizi, o pedofilskih škandalih in tako naprej. Skratka, no in ta del sem pa potem tudi sama spremljala v prvi osebi, pač v svoji vlogi dopisnice Radia Televizije Slovenija v Rimu in Vatikanu. Zdaj pa v odgovor na tvoje vprašanje, to je bil en del recimo, v katerem sem se neposredno prepoznala v tem vsebinskem delu, kar se pa žanrskega, filmskega dela tiče, moram reči, da mi je bil film prav iz razlogov, ki si jih omenila, zelo všeč, ker ne dramatizira zgodbe, ne, dejansko povzema gola dejstva in v bistvu, kot je tudi eden od kritikov takrat, ko je film izšel, zapisal, z ljubeznijo do novinarstva obravnava temo, ker v bistvu res spremlja te ljudi pri njihovem vsakdanjem delu in ničesar ne olepšuje. Recimo, nimate zdaj tle neke zgodbe med glavnima, ljubezenske zgodbe med glavnima junakoma, ali pa recimo, da bi novinarka odkrila, da je njen mož bil zlorabljen, ne, kar se v Hollywoodu zelo hitro zgodi, ne. Res je, da je zgodba, ki jo obravnava film, bila stara 15 let, 14 let, ko so se oni lotili snemanja in eden od teh, torej, v bistvu mislim, ne vem, če so, vsi so še novinarji
eden od teh, ta fant z uno torbo, kako mu je že ime junak tale, oni brez brkov, no, novinar, je še danes član skupine Spotlight pri časniku Boston Globe, ne. Se pravi, je še vedno v isti službi, ne. Medtem ko Marty Baron, ta, ki je prišel za urednika Boston Globa, je pa danes glavni in odgovorni urednik Washington Posta. Tako da je eden najpomembnejših, bi rekla, še vedno, ne, ameriških urednikov in novinarjev. In mene ta film me je zelo spominjal na enega drugih mojih, bi rekla, najljubših žanrskih filmov in to je bil film Vsi predsednikovi možje z Robertom Redfordom in Dustinom Hoffmanom, ki govori o aferi Watergate. In moram reči, te teme so mi zelo pri srcu, se bom potem, bi rekla, tudi o slovenskem, si mislim, me boš vprašala novinarstvo, ampak pri srcu tudi zato, ker jaz nisem hodila v novinarske šole, tudi nisem nikoli v življenju računala, da bi postala novinarka. Jaz sem študirala na filozofske jezike in sem svojo edino novinarsko izobrazbo, potem, ko sem že bila novinarka, dobila v Ameriki, kjer sem prek neke štipendije imela to možnost, da sem delala na ameriškem časopisu. In zato to, kar obravnava ta film, v bistvu zelo dobro poznam. Ta njihov način dela, za katerega moram reči, in bomo mogoče o tem kaj več kasneje, se zelo razlikuje od našega slovenskega. Ne samo slovenskega, recimo tudi italijanskega. V bistvu ta anglosaksonski način novinarskega dela, se pravi tudi v Angliji, pa predvsem Ameriki in Kanadi, je čisto nekaj drugega, kot je v bistvu, bi rekla, ta evropska tradicija, predvsem recimo v Franciji, v Italiji, tudi v Sloveniji, se za druge v bistvu težko vehementno trdim, ker ne poznam tako podrobno, ne. No in hočem povedati, v bistvu s to neko svojo osebno anekdoto, tudi v zvezi s tem drugim filmom Vsi predsednikovi možje. Jaz sem v okviru te štipendije delala na nekem časopisu v St. Paulu, v Minnesoti, to je Minneapolis, St. Paul, Twin Cities, ampak ko smo bili na teh nekih uvajalnih tečajih, preden so nas poslali delati tja v te redakcije, v Washingtonu in New Yorku, in eden od sponzorjev te štipendije je bil tudi Washington Post. Tako da sem imela to srečo in možnost, da sem pač obiskala časopis in se tam tudi srečala, v bistvu so nas sprejeli na eno tako približno kratko srečanje, tudi lastnica takratna Catherine Graham, ki je bila lastnica Washington Posta v času Watergatea. In se takrat spomnim, so mi podarili, je ona izdala biografijo in tale Ben Bradley, glavni urednik Washington Posta, ki je bil urednik v času afere Watergate. Zakaj vam to pripovedujem? Ker obadva v tej knjigi nazorno opisujeta, kako grozno je bilo, ko so prišli ti filmarji in so hoteli po njih posneti ta film, ne. In potem tam na dolgo opisujeta v bistvu, kako so pol bili na koncu vsi zelo zadovoljni, ne, s tem prikazom, razen ena cela vrsta urednikov in podurednikov, ki so jih seveda iz tega filma izpustili. In so dali dvema glavnima, ne, temule Benu Bradleyju, pa še temu njegovemu managing editorju, glavni vloge. To vam govorim zato, ker v tem filmu pa nobene take pripombe ni bilo. Ker dejansko je bila to ekipa 5-6 ljudi in vsi, ki so imeli, bi rekla, največ zaslug za to, da se je ta zgodba naprej odvila, so v tem filmu tudi, bi rekla, predvsej, to so sami povedali, ne, da zdaj jaz to ocenjujem, dost verodostojno, ko smo vprašali, koliko je kredibilno in realno predstavljeni. Zanimivo, a bi mogoče kdo od vas kar na to temo še kaj pripomnil ali pa vprašal? Prosim. Ja, jaz bi rekla, no, da ni ta film samo izraz ljubezni do da film ni samo izraz ljubezni do novinarjev, ampak da je to tudi velik poklon novinarjem, ker mislim, da tako zdaj da bi si to lahko skoraj da vsakdo pogledal, ker tako bi tudi mi razumeli, da je kratka življenjska doba novinarjev, da je to neko res epohalno delo. Ja, v bistvu tle bi jaz imela nekaj zelo bračnjaških pripomb, žal, ne, se jih nekako ne morem zadržati, ne. Veste, to je v bistvu ta zgodba, ne, pa sej ne, da bi zdaj hotela koga braniti ali sebe zagovarjati ali nas zagovarjati, ne. Predstavljajte si izbruh ene take zgodbe danes. Ta zgodba danes leta 2017, ne, pa ne govorimo 50 let prej ali 50 let pozneje, govorimo o 15 letih, ne, pa tudi, bom rekla, 3 leta zatem, namreč o čem govorim. Ta zgodba se je odvijala v bistvu, bi rekla, na začetku izbruha interneta. Leta 2002 smo seveda že imeli, ne, na široko tudi vsi uporabljali pač internet in brali časopise in vsi večji časopisi so že bili na spletu, ampak to še ni bilo tako kot danes. Bi rekla,
del nas in se ni tako globoko zažrlo v način novinarskega dela. Kaj pri tem mislim? Predvsem v to hitrost, v to brzino. Vam bom dala konkreten primer. Se spomnite tega prizora iz filma, ko Marty Baron, pač glavni odgovorni urednik, ki je v bistvu tudi zelo pomemben akter v tej zgodbi, namreč on je edini, ki ni Bostončan, pa še Jud. Njega so poslali, ker je bil pač ta založniška hiša, hkrati lastnica Miami Heralda, kjer je on dotlej delal, in Boston Globa. In so ga pač poslali, da tam malo ta cajtan, ker ne bilo z njega nič, pa takrat so se že začele kazati te veliki padci naklade, internet je vse to bolj začenjal. In on je pač kot nekatoličan, predvsem pa kot ne Bostončan, imel to možnost, se to v filmu nazorno povejo, da je celo to zgodbo, in tudi to bi rekla zlizanost med navednicami, podzavestno, namerno, med novinarji in cerkvijo uspel razbrati in tudi prebiti. No, ampak predstavljajte si, hotela sem vas opozoriti na ta element, ko oni dobijo dokaz za unih 12 duhovnikov. In to je zdaj story, to je zdaj naš front page story, to bomo mi zdaj rukali ven in smo zmagali. In on reče ne, zdaj se jaz sicer točno ne spomnim, kako je bilo, bom verjetno malo karikirala ali pa se mi boste zamerili, če malo zašla, ampak pravi ne. Zakaj ne bi pogledali sistema? Ustavite konje, ne damo nič ven, počakajmo in gremo naprej. In poglejmo, kam pridemo, vzemimo si še en mesec, ne vem, da se ne spomnim. In gremo naprej. In so potem prišli do razkritja, po katerem v nobeni zakotni župniji, škofiji, kaj šele v Vatikanu, ni bilo več mogoče reči, da to ni bilo sistemsko prikrivane. Mogoče bomo pozneje prišli pač tudi do pedofilije v cerkvi, konkretno, ne samo do novinarstva, ampak bi že zdaj to rekla. In tudi ta film, mislim, da tle nazorno pove. Kar se tiče krivde rimsko-katoliške cerkve za ta škandal, jaz vedno poudarjam, tudi v svoji knjigi, ki sem jo napisala o obeh papežih, gre za dve stvari. Eno je samo pedofilsko dejanje zloraba. To je pač kriminalno dejanje, za katerega ni opravičila in tudi ne moreš iskati neopravičila nečesarkoli drugega. In zdaj, koliko je za to kriva cerkev ali papež, bi se dalo diskutirati, zato da je pač nek osebek, duhovnik, če tudi duhovnik, ampak nek človek zlorabil otroka, ki mu je bil zaupan. Drugo, kar je pa veliko hujše in pri čemer se noben papež in noben škof in nobena cerkev tukaj ne more potegniti nazaj, je pa prikrivanje pedofilskih dejanj. Samo pedofilsko dejanje je pač neko kazensko kriminalno dejanje, za katerega odgovarja ta kriminalc, zločinec, ki ga je naredil. Ampak da ti to prikrivaš, ker ne želiš škoditi instituciji, bodi si v cerkvi, bodi si v športnem društvu, bodi si, zdaj imate v Ameriki podoben ogromen škandal na Penn State, na Univerzi v Pennsylvaniji, kjer so pač sistematično coachi, trenerji, sistematično, več primerkov so imeli pač zlorab strani trenerja, ki gre za enako podoben odnos in inštitucija to prikrivala. Hočem reči, ko gre za to, za prikrivanje zlorab, tukaj pa dejansko nima opravičila in je tudi, bi rekla, na strani rimsko-katoliške cerkve in predvsem Vatikana madež, njega po mojem nikoli ne bodo izbrisali. Papeža, ki sta nasledila Janeza Pavla II. V čigar času je to izbruhalo, se pravi Benedikt XVI. In zdaj Frančišek, sta naredila vse, kar je bilo mogoče, tudi na področju sistemskega reševanja tega vprašanja, do sporočila, ki sta ga poslala, da ne bodo več tolerirali tega. In to ni bilo enostavno. Janez Pavel II. Je to veselo prikrival, ker je bila pač to neke vrste, bi rekla, njihova duhovna kultura. No in da sklenem, se vidite, mene me zelo rado pol na neke digresije, ampak se pol zmer vrnem na začetno vprašanje. Prav zato, ker so oni naredili ta korak in šli do sistema in pripeljali to zgodbo ven, ni bilo niti papežu mogoče reči, veste, to je pa zdaj en tak primerček tamle v ZDA, bomo mi to malo kaznovali te ljudi in tako, In so bili samo 3 mesece pozneje prisiljeni v ta veliki zbor, Zato, ker je ta zgodba pokazala, da ni šlo za neke posameznike, za nekega lumpega škofa, ki je pač pazil na ugled svoje škofije. Ne, da je šlo za neko sistemsko miselnost,
s katero se mogoče niso vsi strinjali, in to vam jaz lahko tudi povem na podlagi svojega novinarskega dela, kardinal Ratzinger, poznejši papež Benedikt XVI, pa kaj vse slabo si mnogi mislijo o njem, mi smo si mislili, koliko negativnega smo o njem poročali, je bil proti. On je želel, da bi že takrat šli naprej. Je pa Janez Pavel II zabremzal in cela vrsta drugih ljudi, ki si pač niso želeli preprosto škandala in so bili ves čas v veri, da je cerkev samo žrtev neke medijske gonje za zločin, ki se tako dogaja v različnih skupnostih, ne? V družini, v kateri, ampak cerkev je zdaj tle glavna žrtev. In to miselnost je ta zgodba uspela prebiti. In zdaj pa res sklenem, no, danes tega, kar je odločil ta urednik, se pravi, počakajmo in raziščimo sistem, jaz ga ne poznam šefa, najmanj svojih, ki bi to zmogel reči. Ker danes je to nemogoče. Danes to rukneš ti na internetu v eni sekundi, ne? Ti to, sam enega bi dobil, jaz sem ga tega dobil, zato ker želiš biti prvi, ker se tudi bojiš, če ti tega ne boš naredil, bo nekdo drug in pol adijo tvoja zgodba, ne? Danes bi bilo nemogoče, tudi na Boston Globu ali kjerkoli, ne, tako zgodbo, saj ste videli, koliko sta se že tam, ne, v bistvu v filmu, ne, sta si kradla mal tale kolega, ne, iz konkurenčnih časopisov. Danes smo vsi, v bistvu bi rekla, pod tem strašnim pritiskom hipnega poročanja, ne samo pač novinarjem, nam je konkurenca, čisto vsak bloger, vsakdo, ki ima telefon, in glede na to, da je pač splošno materialno in tudi posledično psihično stanje novinarstva marsikje po svetu, tudi v Sloveniji, zelo, zelo načeto, je ta pritisk zelo hud, ne? In bi danes po mojem težko eno tako zgodbo pripeljali do enega takega širokega konca. Jaz ni treba, da vam dajem zdaj primere, ne? Poglejte, na primer, Agrokor, najbolj zdajle, ki se nam ta trenutek dogaja. Kje ste, v kateremkoli mediju, vključno z našim? Nek dojeli v bistvu, zakaj gre, z neko predzgodbo pa postzgodbo. Ne? Vsak dan smo bombardirani s prispevki, s članki in je uni rekel to in je ta rekel to in smo to in to, ampak to ni moj, tega si nisem jaz zmislila, to je eden od kolegov nekje rekel. Ne? Danes vsi tako nekaj pomalo grizamo, ne? Nobenega pa več ne zanima celotna jed. In to je v bistvu tudi en tak velik problem, bi rekla, ne, ki je čist drugačen, ne, to, ko ste rekli, v bistvu poklon novinarstvu, ne. Oni so takrat na srečo v bistvu še imeli to možnost, da so se tega problema lotili tudi na tak način in s to veliko podporo. A ja, pa še to, primer, kjer slovenski časopis oziroma medij ima danes tako skupino, ki je Spotlight? Ja. Tudi se novinarji več ne morejo ukvarjati. Mi imamo ekstravizor zadnje leto, recimo, ne, ampak je tudi, bi rekla, neka to, ne, a veste, ki je na kakšnem dnevniku, delu, kaj ne vem, pri nas zjutraj priješ na sestanek in ti novinar reče, ti pet na Mercator, ti greš pa na tržnico, ti greš na uno. Ne more niti novinar si privoščiti, da bi sledil neki zgodbi od začetka do konca, ne. Ne zato, ker bi kdo namerno zdaj hotel tako, ker preprosto nimajo ljudi. Ne? In če so trije bolni, en je na nečem drugem, pa bom šla jaz, ne, ker ne vem, zdaj karikiram, ne, recimo, ne, ker sem celo življenje pokrivala tržnice, ampak bom zdaj šla pa NLB luknjo danes delati, zaradi tega, ker pač ni nobenega drugega, ne. In kaj vam bom jaz lahko povedala v NLB luknji? Lih sem tisto, kar bojo v pol ure povedali na tiskovni konferenci, ker nimam nobenega predznanja, pa nič ne vem, ne. In bom naredila neko korektno poročilo in vi boste nekaj dobili, mi bomo nekaj imeli, vsi bomo srečni, ne. Zvedli od tega pa nismo nič, ne. En tak začaran krog, no. Mojca je odprla tako vprašanje, da bi jaz kar vas povabila, če bi kdo še kaj dodal ali vprašal. Pa mislite, da bi recimo razmere v Sloveniji so take, da tudi če bo zadosti ljudi, da bi uspeli prebiti. Čakajte, bojo tako. Vprašal sem, če gospa Širok misli, da če bi bile v Sloveniji razmere v novinarstvu majčkeno drugačne, kot so, da bi kljub temu uspeli v Sloveniji prebiti s tako zgodbo, kot je bila tle v Bostonu? Ja, jaz mislim, da ja, absolutno. Jaz mislim, da moč, to so tudi pri nas primeri, ne, v bistvu moč resnice, pa zdaj se bo to res slišalo banalno, pa zlizano, ne.
ko je v bistvu podprta, ne gre za to, da ti prideš do resnice, gre za to, da ti v bistvu da to raziskuješ in ko to enkrat odkriješ, imaš vso podporo in ko rečem vso podporo, res mislim vso podporo, ne. A veste, danes imamo tudi primere marsikje, ne, odkriješ neko zgodbo, ampak naslednji dan je ni več v časopisih. Tudi nihče drug je ne povzame. Jaz ne vem, ker ni novinarske solidarnosti med različnimi drugimi časopisi, mi si vsem krademo, ne. Danes je Dnevnik to imel neko zgodbo, se izmišljujem, recimo časopis Dnevnik, pri nas zjutraj vidijo na sestanku, kaj ima to Dnevnik, dajmo še mi to pogledati, me nas zanima, do česa pridemo. Ni te miselnosti, ne. In jaz mislim, da glavna posledica oziroma glavni razlog za tako miselnost je pač res to počasno, bi rekla, kapljanje, izgubljanje moči, energije in predvsem finančnih sredstev, ne, postopoma, skozi vsa ta leta, ne. Jaz težko verjamem, mi seveda imamo milijardo teorij zarot v Sloveniji, ne, ima tudi druge, jaz vam lahko zelo, pač to dostikrat tudi povem, ko hodim na razna predavanja na druge teme, ne, na cerkev recimo ali pa na Italijo in zmeraj povem, da mi v Sloveniji si mislimo v bistvu res, kaj se nam dogaja, da smo specifični v bistvu zaradi te naše specifične polpretekle zgodovine in da je ta situacija, ki jo danes živimo, samo naša. Jaz vam lahko povem, da je Italijanom sigurno še 3-krat slabše ali pa še več. Bi rekla, tudi v gospodarskem smislu. In tudi v smislu tega občutka, da nam je nekdo ukradel državo, da nam je nekdo ukradel prihodnost, da nimamo moči, da bi sodelovali v teh nekih procesih. Mislim, da je to tudi vaše vprašanje, ne? Ko se nekaj zgodi, da bi s tem nekaj spremenil, ne? To je neko splošno, bi rekla, stanje duha, ne? Zdaj sem pa res pozabila, kaj sem hotela povedati. Zdaj sem pa spet enkrat preveč zašla, ne? Kaj sem hotela povedati, ne vem, no. Mislim, seveda teorija zarote, evo, spomnila sem se. No, dostikrat slišimo, da je pač zato, ker je medijski prostor zaklenjen, ker je pod pritiskom, ker je v oblasti tega in onega, ker si interesne skupine delijo medije in jih potem pilotirajo in jim preprečujejo, da bi delali, kot želijo. Jaz ne zanikam, da tega ni. Absolutno obstajajo tudi taki primeri, ampak to ni, bi rekla, neko splošno stanje. Predvsem pa po mojem mnenju to ni glavni razlog za to, da se v bistvu pri nas na ta način, kot ste ga danes videli v filmu, ne delajo stvari. Razlog je veliko bolj banalen. In to je pač, bi rekla, kot boste zdaj zavzdihalni, ne? Ampak to je dejstvo, ne? Pomanjkanje sredstev, ki posledično pripelje do tega, da imaš premalo ljudi, ker nimaš, oziroma imaš slabo plačane ljudi, ki so potem slabo motivirani, ki prihajajo v službo zato, da naredijo tisto, kar mora narediti in da gre pol domov in dela svoje stvari, zaradi tega, ker se mu itak zdi vse brez veze med navednicami. No, neko tako bi rekla posplošeno malo dušje in zdaj pa res odgovor na vaše vprašanje. Jaz iskreno mislim, da je ena dobra organizacija z eno dobro motivacijo, kar ste videli v filmu, lahko tudi to spremeni. A veste, lahko tudi to stanje spremeni v vsaki medijski hiši. Jaz vidim to tudi pri nas, recimo. Dosti kratko, na nek način, mi recimo zdaj delamo to zunanje politično oddajo v Globusu, v zunanje politični redakciji Televizije Slovenija, ne vem. Zdaj smo dobili pač prime time, ne, temu se reče neko tole novo podobo, ne, prej ta bogi Globus 10 let na eni in isti sceni. A veste, kaj je to 10 let v medijskem prostoru? To je kamena doba bila, ne. Ena kamera, neka scena tam z nekimi plankami, ki so morali kamermani se izogibati, da ni mize iz ne vem kjerega kota pokazal, ki je bila tako obtovčena, da smo varuh je klice gledalcev, da kaj to neko razmahano pohištvo kažemo, pa take, ne. No in potem se zgodi, da se odločijo za to neko prenovo, dobro vtaknejo to oddajo v nek širši kontejner, ampak imaš možnost neke nove sodobne tehnologije, nek nov studio, greš v živo, ne? In te kar napolni z neko novo energijo in imaš nek nov pristop in ljudje so takoj bolj motivirani, pa dajmo delati to, pa dajmo delati tuno in se kar bomo to naredili, zadnjič smo, pa se ne da delam reklamo za Globus ali za TV Slovenija, da no kdo misli, ne? Meni noben plačal, ampak hočem reči, recimo, ne, serijo prispevkov kolega Anžin in kolegica Marta Razboršek, oba bivša dopisnika z Balkana, mislim, en sedanji bivši, krasne prispevke o džihadu na Kosovu in v Bosni, se pravi o teh islamskih borcih, ki se jih ne more sramovati nihče.
To, kar je Marta pripeljala iz Sarajeva, vse te vere, posnetke in informacije, so top za vsak medij, recimo, ne. In hočem reči, ne, ko je neko tako, bi rekla, zdravo okolje, tudi z vsemi temi malodušnimi, upravičenimi razlogi, ne, od pomanjkanja denarja do ne vem česa motiviranosti, ko se te stvari, bi rekla, na nek način dajo zmotivirati, ne, je možno po mojem tudi to, no. Prosim. Rad bi omenil eno stvar, kljub pomanjkanju časa, no, zato da bi se naredilo neke poglobljene raziskovalne naloge, pa bi rad opomnil na to, da so še zmeraj možne. Pomislite samo na panamske dokumente, ki seveda niso bili rezultat ene redakcije, ampak izredno pomembna stvar. Sej o tem govorim, ne, ko pride do, bi rekla, nekega tega agregacijskega elementa, ne, momenta, ne, do nekega združevanja, do nekega povezovanja in z neko širšo motivacijo, v tem primeru res za to neko globalno povezanost, proti neke vrste, bi rekla, kriminalnemu dejanju, ki ni samo slovensko ali pa samo italijansko ali pa samo ameriško, je seveda vse mogoče, ne. Zato menim, da v bistvu to stanje malodušja ni nujno za vekomaj ali pa da ga ni mogoče prebiti, ne. Imamo, primer, ki ste ga navedel, je že en tak, ki kaže na to, da ne, je marsikaj mogoče spremeniti, ne. Aha, prosim. Sliši se pa nekaj dosti. Sliši. Maja, dober dan. Mene pa zanima zdaj, če tako pridem v tole trenutno našo situacijo, tu smo upokojenci, ki pa sploh nismo malodušni, mislim. Vsak od nas ima še kar precej energije. Kakšna recimo ideja mi je prišla, da imamo mi, ustanovimo svoje neko neodvisno poročanje, zdaj imamo toliko različnih medijev, da se mi povežemo in mi raziskujemo stvari. Se mi zdi, mi smo res neodvisni, ker nam konkretno pač te penzije, koliko so nam jo zni in tak dalje. No, kakšno je vaše mnenje? Ja, absolutno, ne, mislim, mene, zato sem, v bistvu bi rekla, itak sem se z veseljem odzvala povabilu, ampak zdaj sem pa s pravim navdušenjem tle z vami, ampak zato, ker je to res zame nekaj izjemnega, mislim, zdaj ob 11. dopoldne popolna dvorana, pridejo ljudje poslušati nekoga pač, tam neko novinarko, ne vem, nisem Tina Maze ali pa ne vem, kdo bi bil. Hočem reči, ne, mislim, meni se to zdi nekaj res izjemnega, da ste si vzeli čas, da ste si šli ogledati ta film, zdaj se v tem filmu pogovarjate, pa tudi, če dejansko pol ne boste ustanovili tega, kar se mi sicer zdi super predlog, ampak tudi, če ne, je že to golo dejstvo, da v bistvu skozi zdaj vse te nas v bistvu cirkulira neka zgodba, neka tema, prestavljamo jo v naša življenja, v naš prostor, dobivamo neke nove ideje in tudi, če se nič iz tega pol ne bo izcimlo, bomo šli vsi domov na kosilo in bomo čez 2 dni pozabili, imaš nek feedback, ki ga v bistvu dejansko je kreiralo teh 5 tipov in njihov šef, se upravičujem za ta svoj pogovorni jezik, ampak tako banalno je to, ne, tlele ni nekih velikih, ko so oni začeli to delati, saj ste videli, ne, oni jih tudi tako lepo naštimajo in to, no, saj so res lepi ljudje, tudi v resnici, jaz sem delala v ameriški redakciji, ni tako glamurozno, ko zgleda v tem filmu, po večinom, v veliki večini so pa tudi vsi ful debeli, no, se spet upravičujem. Pa, da ne bom rekel, to ni neka italijanska moda, ki se tle v filmu vija, da hodijo oni vsi tako lepi s kravato, pa tako, ne, to pride v trenelkah, pa v šlapah včasih, da ga kar gledaš. Zdaj spet jaz banaliziram, ampak hočem vam povedati, ne, oni so dejansko tako začeli neko odkrivati neko zgodbo in zdaj smo mi tle v neki Ljubljani ob poldne in se o tem pogovarjamo in se nam zdi to zanimivo, ne. Tako da jaz, ko sem govorila o tem malodušju, daleč od tega, da bi želela v bistvu to, o tem govoriti kot o nekem znaku predaje, ne. Jaz vam želim sam podati to neko svojo izkušnjo, dostikrat in v bistvu to mi je pa še, bi rekla tako, za neko svoje poslanstvo sem si sama sebi zadala, ker pač sem že dobila to možnost oziroma ta privilegij, da me vabijo na razna srečanja in predavanja, da jaz sem spet pozabila, kaj sem hotela. Ja. Se ne bom povedala, ampak da ne boste mislili, da sem že tako še daleč, ne. A smem jaz mogoče samo toliko skočiti? Ja. In vi ste mentorica te pobude. Katere?
pobude za ustanovitev neodvisnega medija. Ja. Ne bomo rekli upokojenskega glasila, ampak kako bi ga imenovali? Ja, za tretje življenjsko obdobje tudi ne? To je že vse znucano, ne, lahko. Prosim? Staranje, ne crkavanje. Ne, jaz mislim, da absolutno, ja, mislim, z veseljem, ne. No, mislim, to hočem reči, ne, da ne v smislu pač te neke predaje in nekega malodušja, ne, ki bi dejansko postalo recimo naše neko, rekla, splošno stanje, ne, ampak nasprotno, to sem hotela reči, sem pozabila, ampak v bistvu še zmeraj vem, kaj sem hotela reči, ne, da mi s tem, ko pač v bistvu s tem našim vsakdanjim delom, ne, dejansko peljemo naprej, bi rekla zdaj, kdo več, kdo manj, ampak v skladu res s tem nekim svojim prepričanjem vsak od nas dela in hočem reči to moje poslanstvo, nekako počistiti ta mit, ne, da so slovenski mediji za nič in nič ne delajo, zato ker so itak vsi plačanci ne vem od koga, ali od ta levih, ali od ta desnih, ali od Agrokorja, ali od, kaj je zdaj ta nov mafiozo naš med navednicami, Kolektor Group, pa Uni Group, pa ta grup, ne. Ne rečem, da ni takih primerov, ampak jaz vam lahko mirno rečem in me tudi za besedo primete, v veliki večini, in to vam lahko zdaj za vse svoje kolege, za večino kolegov, s katerimi zdaj spet delam 8 mesecev po svoji vrnitvi, delajo to, kot dejansko najbolje zmorejo, kot vsak od vas je in še danes opravlja svoje delo, kolikor ga najboljš more, ne? Kaj, zjutraj se zbudiš, greš in poskušaš dan porabiti najboljš, kolikor znaš, seveda, da ti vedno ne uspe, ne, včasih tudi z levo roko ali po domače bi rekli, hvataš krivine, pa ne vem kaj, ne, ampak v večini primerov ni tako, ne, tako da to dejansko, da slovenski medijski prostor stagnira oziroma je slab zato, ker so novinarji leni oziroma podkupljeni, ne, je pač nek mit, ki ne drži, no, v večini. Aha. Prosim. Ne, da me ne bo kdo ne, to imam od politikov, ne, se moraš zmer zavarovati, ne, da dopuščaš možnost, da pa vendarle ni vse tako, no. Jaz bi se vam tukaj pri tem pridružila, pri tej ugotovitvi, a ne, tudi sama sem zelo vesela, ker gledam na TV nove raziskovalne ekipe, nove pač novinarje, ki prinašajo nepravilnosti in mislim, da mogoče so skoraj edini v slovenskem prostoru, ki opozarjajo na stvari, ki niso okej. In sem tega ful vesela. In vendar bi se rada vrnila nazaj na tudi osrednjo temo tega filma, ki je pedofilija. Čutim, kako sem znamirjena. Ker to je pa res huda zadeva, eno najhujših kaznivih dejanj, mogoče tudi sami veste, kako je obravnavana na samem kriminalnem dnu, da recimo v zaporih je treba osebe, ki so obtožene pedofilije, še posebej zavarovati, zato da jih pred ostalimi zaporniki. In tle sem vas mogoče majčkeno začutila, da ste o pedofiliji na začetku govorila kot o simptomu. Ne vem, kako naj zdaj to pojasnim, ampak bom ene par vprašanj postavila, boste mogoče bolj razumeli, o čem želim govoriti. Želim govoriti o tem, če je morda pedofilija sistemski problem v okviru katoliške cerkve. Ne vem. In bi me zanimali, a veste, kako pogosto se pa pedofilija pojavlja recimo v okviru protestantske cerkve. A je ista pojavnost? Ne vem. Seveda, jaz nisem zagovornik ne enega, ne drugega, ne inštitucij, niti posameznikov. In vendar me to zanima, tako kot je bilo rečeno, ne, ja, to je psihiatrični fenomen, tako pojavnost, razsežnost. No, jaz mislim, da je tle v filmu bil točen odgovor na to vaše vprašanje, ne.
zdaj se jaz seveda ne bom spet točno spomnila, ampak veste tisti del, ko kliče eden od teh novinarjev, novinarji se pri tem, ko raziskujejo celotno to vprašanje, tako kot gospa, sprašujejo v bistvu tudi o sami naravi tega zločina, ker bi želeli razumeti, ali je to nekaj, ki je res sam s cerkvijo povezano, ali je to neka širša prisotnost v družbi, ali gre za psihološki problem, ali gre golo za nek kriminalni problem, ali gre za neko sistemsko motnjo, ki se pojavlja znotraj nekih inštitucij, znotraj drugih ne. In ko si postavljajo vsa ta vprašanja, kateri je že bil, spomnite me, po telefonu govori s tem psihiatrom. Ja. In ki mu on potem reče, lejte, mislim po naših raziskavah, to danes že obvelja, da gre za koliko je unih 8, 9? 6%. 6% človeške, mislim bi rekla, družbe, prosim? Ja, ampak je to utemeljeval z raziskavami na splošno v družbi. 6% populacije ima to psihološko, zdaj pa se upravičujem za vse besede, ki jih lahko rečem, motno, nagnjenje, stanje duha ali zločinsko usmerjenost. Ne? To je pač nek odstotek tega psihološkega stanja, ali kakorkoli bi ga želeli imenovati, bolezni, ne? V družbi. In oni na podlagi tega tudi zelo blizu potem uganejo število teh duhovnikov, točno v okviru tega odstotka, ne, jih odkrijejo tiste, ki so bili. Ne. In zdaj v odgovor na vaše vprašanje bi rekla, ne, to je v resnici pač pojav, ne, ki je prisoten v vseh, bi rekla, ne, teh družbenih skupinah oziroma vseh nekih teh plasteh družbe. Ne. V rimskokatoliški cerkvi, kot tudi v drugih, ali pa v šolah, ali pa seveda znotraj družine, to so tudi pač podatki, ki so javni, je predvsem znotraj družine je zloraba daleč bolj pogosta, ne? Oziroma je na prvem mestu. Znotraj katoliške cerkve je pa seveda ta pojav vzbudil, po mojem, seveda že zaradi narave take, ker je veliko huje, če se ti zgodi, saj pove ta fant, ne? Ta, kako mu je ime, Saviano, ne? Ki je potem... Če si ti reven iz revne družine in bogi otrok in se ti duhovnik tebi po sebi posveti, je tako, kot da bi zmagal na loteriji, se počutiš kot bog, ne? In zato je to, recimo, bi rekla, bilo še huje, ne? Predvsem pa, po mojem mnenju, ne, to, kar sem povedala na začetku, zaradi prikrivanja, ne? A veste, oni so se delali, ne? In to je tudi, recimo, do tega sem nekako prišla, medtem ko sem pač to knjigo o Frančišku začela, začel se je kot knjiga o Frančišku in mi je bilo malo jasno, da tle ne bo nič o Frančišku, da je treba iti še celega Benedikta in v bistvu cel ta prihod in skratka vse skupaj se je spet razširilo, ne. Veliko raziskovala in se pogovarjala z ljudmi tudi o tem obdobju pod vladavino Janeza Pavla II. Ne. In veste, takrat je dosti ljudi, vsega ni nihče opravičeval, ampak so pa pojasnjevali. Jaz sem iskala pojasnila, ne, zakaj je to takrat tako bilo, ne. In dosti ljudi mi je razlagalo to tudi s tem njegovim, bi rekla, z njegovo osebnostjo, ne, z njegovimi svetovnimi nazori in z njegovim, bi rekla, tudi z njegovo formacijo. Kaj hočem povedati, ne? Janez Pavel II. Je bil človek, ki je pač odraščal pod dvema diktaturama, ne? Najprej pod nacizmom, pa v komunistični Poljski. In on je bil oblikovan kot nekdo, ki je predstavnik družbene skupine, cerkve, ves čas na udaru. Se pravi, je nekdo, ki se mora skozi braniti. Janez Pavel II. Je bil predstavnik cerkve v defenzivi, ki se mora strniti, se povezati in se potem braniti proti zunanjemu sovražniku, ki je bil v veliki meri država. Podobno to razmišljanje poznamo tudi pri nas in ga čutimo tudi v slovenski cerkvi. Ne? In on, ko je postal papež, se ni mogel znebiti na nek način tega čisto ponotranjenega občutka. In ko pridejo zdaj k njemu ljudje, med njimi dokazano, po pričevanjih, tudi kardinal Ratzinger, in mu rečejo, lejte, vaša svetost, to ni prav, tega mi ne moramo pomesti pod preprogo, on tega ne zmore. On ne zmore, ker ne zmore ne si misliti, da je to nek organiziran napad na cerkev. A razumete, kaj hočem povedati, ne? Ne?
Ja, saj vem, da je težko sprejeti, ne, to, ampak neka logika je v tem, ne. Braniti institucijo za vsako ceno, ker imaš občutek, da ti delajo krivico. Če si ti rasel s tem v glavi, se je tega verjetno težko znebiti, ne. Vse res. Ni opravičila, jaz se absolutno strinjam, ne. To ga ne opravičuje, kot sem rekla že na začetku, mogoče malo bolj pojasnjuje, zakaj je bilo to možno, ne. A veste, se ni bilo samo to, lejte, imate primer tega Marcela Masjala, ne, s katerim je prijateljeval, celo njegovo Tomašo zadušnico govoril, tudi naš kardinal Rode, ne. Ta človek je bil eden pač najhujših zločincev, bi rekla, v tej mehiški cerkvi, ne. Ampak je bil dokazano danes, ne, krit na najvišji ravni v vatikanskih kongregacijah, zaradi tega, ker je bil sposoben, zmožen pač zbrati ogromno denarja za razne cerkvene inštitucije in so ga ščitili tudi potem, ko so bili njegove ta zločinska dejanja, on je bil, mislim, z otroki, z ženskami, z vsemi živimi, mislim, skratka, bolan človek, prav psihopat, ne, in ga je šele kardinal Ratzinger, ko je postal papež, ena njegovih prvih dejanj, v bistvu pač, kako bi rekla, kaznoval na način, kot je bilo treba. A ja, pa še to vam bom povedala, kardinal Lo, tlele imam ta članek iz 13.12.2002, ne, on je šele takrat odstopil, ta škandal je izbruhnil januarja, on je nudil papežu odstop aprila 2002, pol, ko so imeli ta miting, ne, vrh, delovni sestanek ali kakorkoli, in je papež odstop zavrnil. Kaj vam hočem povedati, ne, še ta strašni škandal izbruhne v Ameriki, po tej zgodbi, ki ste jo danes gledali, tale kardinal vidi, da ne zmore več, nima zaupanja v svoji skupnosti, ne more biti več vodja te skupnosti, ker mu očitno ne zaupajo, ponudi odstop in papež odstop zavrne, ker je bilo nepredstavljivo. In to vam recimo piše pamet, način razmišljanja takrat Janeza Pavla II. On se ni čutil, on ni čutil, da bi bil nadškof kardinal Lo odgovoren, kot se sam ni čutil, da je on odgovoren za to strašno dejanje. Oni so vsi rekli, da so to strašna dejanja ali kakorkoli. Ampak niso se čutili odgovorne za to, da bi ga oni na nek način, niso prepoznali tega, kakšna strahota je v bistvu prikrivanje, ne, da je to dvojna zloraba, ne. Da žrtve pač povsod povejo, ne, prvič si zlorabljen pri samem dejanju zlorabe, ta drugič pa, ko ti ne verjamejo, ali pa, ko se nič ne zgodi, ne. In skratka, kardinal Lo ni odstopil z mesta bosanskega nadškofa, odstopil je šele decembra 2002, pa vam bom prebrala kar ta del, ne, pa vam bo jasno. Lo je odstop ponudil že aprila, ko so se ameriški kardinali v Vatikanu sestali s papežem, a ga je Janez Pavel II. Zavrnil. Neuradno je Vatikan takrat menil, da je kardinal žrtev medijske gonje. Sedaj ga ni mogel več braniti. Po številnih protestih vernikov je prejšnji teden kardinalov odstop v posebnem pismu zahtevalo tudi 58 duhovnikov iz Bostona in okolice. Takrat je odstopil. Skoraj eno leto zatem, ko so njegovi duhovniki pozvali ga javno ne odstopi. No, ni še konc te zgodbe o Loju, bom takoj. Kam je šel Lo po odstopu? In to ne v Vatikan, tam v eno celico, v neko obskurno cerkev v župniji Pietra Lata, v Marijo Snežno. On je bil dekan. Mislim, pa to je, a veste, to je papeževa cerkev, ne, on je bil tam do zdaj, ko ga je nasledil naš bivši nunci, ne, ta Santos Abrili Castello, ne, ki je bil pač nunci v Sloveniji in ko se je vrnil pač v Vatikan, on je danes eden najvplivnejših kardinalov pod Frančiškom v njegovem najožjem krogu. Naš bi tudi želel, ne, ampak ni tam. No, sej ne, je tudi zelo, bi rekla, upoštevan, ampak recimo kardinal Abril je zelo, ne, šele on ga je leta 2000, čakajte, zdaj, da je bilo 11 zamenjal. In on še vedno tam živi, ne. Sej, a veste, ne, pač zločin, s katerim se je on omadeževal, je dejansko to, kar ste videli v filmu, ne, pač zločin prikrivanja, zločin, bi rekla, tega
prestavljanja ljudi iz župnije v župnijo, da se potem zadeva ne še lahko nadaljuje, predvsem pa bi rekla tega poskusa res prikritja celotne zgodbe. Ne. Noben noče reči, da bi ga morali zdaj 6-krat na dan bičati pa zapreti v klet, ne, ampak da ga pa ti daš za dekana Bazilike Marije Snežne v Rimu, ne, je pa res manj posmeh, bi rekla. Ne. V filmu je zanimivo, da vidimo, da tukaj, zato jaz ne vem, če gre čisto za psihologijo papeža Pavla pri tem prikrivanju, tako, ker tukaj sodelujejo tudi druge pomembne in močne inštitucije v Bostonu, ne? In to je še toliko bolj strašljivo, policija, sodišče, tako da se res človek začne počutiti pač mala gnida v rokah tehle, ki ves čas delujejo za to, da v bistvu ohranijo moč, ne? In tako zato se mi tudi zdi, da je delovanje cerkve skozi stoletja že pač posvečeno temu, da ne zgubi moči. In tudi majhne nevarnosti zatrejo takoj, ko jih vidijo čim prej, pač že dolgo nazaj, tudi od leta. Ne? No, moram reči, da se je sicer zelo veliko stvari zdaj spremenilo. Ne? Mislim, tle sem šla prav poiskati podatek, zdaj ne vem, lahko že ni čisto popoln, ampak od tlej, se pravi, od 2002 je Vatikan izobčil, oziroma temu se reče razrešil službe, ne, duhovniške, približno 850 duhovnikov, čisto razrešil in suspendiral, oziroma na tak ali drugačen način sankcioniral približno 2500. To govorimo o posameznikih, ne? Ampak tudi na sistemski ravni, mislim, da je bilo ogromno narejenega in tlele je imel definitivno največjo vlogo Benedikt XVI, ki je imel hkrati tudi nehvaležno vlogo, da je v bistvu na nek način njega ves ta, bi rekla, vse blato, ne, se je na njega zvalilo, ne, in je bil on tisti, ki je moral vsa ta leta prikrivanja pred tem čistiti, ne. In nehvaležno na nek način tudi zato, in to se je vedlo, da je, ker je bil on ves čas za to, da se te zadeve že prej začnejo bolj, bi rekla, konkretno reševati. Ne? No in recimo Janez Pavel II je bil tudi ta, no, ena prvih ukrepov, ki so sledili temu izbruhu škandala, recimo kaj lahko doseže ena taka preiskava, da so v Vatikanu celoten problem pedofilije med duhovniki, se pravi odkrivanja, sankcioniranja, po tej zgodbi ameriški prevzeli na kongregaciji za verski nauk, ki jo je takrat vodil Ratzinger, ne pa mal kongregacija za škofe, pa mal Una, pa so se tam že zmenili sabo, ne, med sabo. In je dejansko kardinal Ratzinger takrat dobil v roke v bistvu, ne, celoten ta sveženj, ne, in je potem on v skladu s kanonskim pravom, ki so ga kar naprej zaostrovali in posodabljali, potem obravnaval te probleme, ne. Glejte, v Italiji je zanimivo, ne, to smo se mi večkrat spraševali, vi ste imeli po Ameriki, ne, so kar padale domine, ne, a veš, tako je prišlo v javnost, recimo podoben tak sistem, podobna ta zgodba, kot je bostonska, ne, na različnih koncih sveta, v Avstraliji, ne, tudi, ampak recimo na Irskem, ne, še posebej boleče, ne, to je bilo takoj potem, je vlada naročila, ne, to se spomnite, to famozno raziskavo, ki so potem objavili to poročilo leta 2010, ki je Ratzinger pač čisto potolklo in takrat je bila njegova reakcija popolnoma drugačna od tiste Janeza Pavla II, ne, samo 8 let pred tem, ne, ampak v Italiji pa ne. Ja. A veste, ne, kako je možno, če govorimo o 6% povsod, ne, glede na število prebivalstva, glede na število duhovnikov, če se je v različnih pretežno katoliških državah potem izkazalo, zdaj v Ameriki so to naredili novinarji, na Irskem je vajeti v roke prevzela vlada s to vladno preiskavo in tem odmevnim poročilom na koncu, ne. V Italiji mi vsa ta leta smo seveda imeli in pokrivali posamične primere teh pedofilov med duhovniki oziroma takimi ali drugačnimi pač ljudmi, ki so bili povezani s cerkvijo oziroma z delom v župnijah in tako. Ampak nikoli nekega tega, bi rekla, sistema, nekega sistemskega pojava. Zdaj, jaz nočem nič tle insinuirati, čeprav točno to delam, no, priznam, ne. Ampak ne, se sprašujem, ne v tem nekem slabšalnem smislu, se sprašujem, ne, zakaj ne? Zakaj pa v Sloveniji? Ja.
Ne vem, zato ker je verjetno ta odstotek manjši, pa je bilo to pol pokrito. Jaz mislim, da v Sloveniji je zgodba vseeno malo drugačna, ne. Ja, to sem. Jaz mislim, da lejte, to je presega dejansko, bi rekla, mojo strokovno podkovanost, da bi zdaj si upala razpravljati o povezanosti med celibatom rimsko-katoliških duhovnikov in pojavom pedofilije. Ne. Res ne bi si drzala dati nobenega mnenja. Prav zaradi tega, o čemer smo prej govorili, ne, da gre to za nek tak širok pojav, ki se ga seveda da na take ali drugačne načine zajeziti, preprečevati, predvsem pa, ko je to potrebno, žal tudi kaznovati, tako da ne bi znala, sploh ne bi vedela, kaj reči, če bi morala to dvoje povezati. Ne. No, ampak recimo to, kar sem hotela reči v Italiji, ne, tukaj gre, to je v bistvu, ne, bostonska nadškofija je na nek način Italija v malem, kot cela država v malem, po teh načelih, ki delujejo, to, kar si ti omenila, a veš, povezanosti med posameznimi inštitucijami, ne, se pravi župan, ne, politično vodstvo, policija, sodstvo, mediji, ne, ker gre za globoko tradicionalno katoliško skupnost, ne, v katero je mogel priti nekdo od zunaj, da je to zadevo pogledal drugače, da so tudi tisti, ki so jo toliko leta noter živeli, uspeli potem drugače videti. Ne. In mislim, da mogoče v Italiji veljajo te zakonitosti še dan danes. Ne. Prav zaradi tega, ker to je tradicionalno močna katoliška družba, če tudi ne sledijo kaj dosti katoliškim priporočilom, lih to, kot drug ne, mislim, ločitev je v Italiji lih to, kjer druge po svetu, ne, mislim, da kar 50%, ne. Polovica italijanskih zakonov se konča z ločitvijo, tako da. V Italiji so orang tudi res mediji nekako v rokah. Ja, to pa je, ne, tam pa imajo močne medijske lastnike s svojimi interesi. Oprostite, ampak jaz sem v filmu razumela podatek, da se celibat spoštuje samo do polovice procentov in od tega, tako sem jaz razumela, bi si morala še enkrat mogoče pogledati, od tega, torej od te polovice je pa 6% deliktov z otroki. Ne z celotnim prebivalcem, ampak... Mislite, ne s celotno populacijo duhovnikov? 50% se samo celibat spoštuje. Tako da je bil ta podatek za moje pojme, ampak lahko si pa še enkrat film pogledati. Ja, jaz se tudi točno ne spomnim. Vem, da je širše pač nek odstotek, ki je, bi rekla, zdaj nekam splošno sprejet kot neka, več bi rekli, nek delež, ne, tega pojava v širši družbi. Zdaj pa jaz res ne spomnim točno, koliko je, no, v bistvu. Ja, to je bilo s celibatom, ja. Saj tudi dejstvo, da je spolna sla pač, mislim, da je ena prvih, tako kot lakota, a ne, ali pa potreba po spanju, ki se človek pač ne more upreti, tako da zelo trden človek moraš biti, če hočeš slediti celibatu celo življenje in seveda... Ja. Ali pa najte nadomestek, ne, verjetno tisti, ki to resno misli, ne, je ta njegova vera do Boga in ne, poroka s cerkvijo in predanost je za dosti močen razlog. Ne vem, sicer pravim, tukaj res nimam absolutno nobene podkovanosti, da bi o tem govorila. Ne. No, vam povem pa eno šalo, ki me je spremljala ves čas mojega življenja v Rimu. Prvič sem jo slišala leta 1999 in sem bila kar šokirana, ker se mi je zdela tako blasfemična. Ne. Pač sami, ker ti tudi sami duhovniki povejo, se sami med sabo tam hecajo, ne, po Vatikanu, pravijo, gospa, veste, mi, vse italijanši, to se bolj smešno sliši, ampak mislim, da je prevod kar ustrezen. Toliko vere imamo tukaj pri nas v Vatikanu, veste, ogromno, koliko vere, zato, ker vsak, ki sem pridejo tukaj, tudi pusti. Tako, ne, ko bi rekla, se sami sebe malo norčujejo, kako so pokvarjeni, ne, da pač, da ko enkrat prideš in vidiš, kako oni delujejo med sabo, da ti tako se mine, ne. Ja. Ne, pa veste, kaj je, ne, sej to je pač, ko sem to knjigo pisala, pa tudi spotoma, ko se je to dogajalo, ko sem to pokrivala, to pač srečaš na vsakem koraku, to ti vsak pove, lejte, kot v vsakem sistemu, velikem sistemu, to gre za notranje spletke, rovarjanja, pa nič ne pomaga, če si ti, ne, duhovnik, pa poročen s cerkvijo, pa ne vem kaj poduhovljen, ne. Tam, ko sediš v eni pisarni, pa se tepeš za prestiž ali pa za pisalno mizo, seveda karikiram, ne, a veste, vam to lahko čisto nič ne pomaga, ne.
v 3/4, bi rekla, odstotkih teh škandalov, ne, ki jih je takrat moral trpeti ta bogi Benedikt na trenutke, res bi rekla čist ne kriv, ne, za te zadeve, ne, je bil razlog eno res, bi rekla, čista neka medosebna antipatija med vplivnimi, ne samo kardinali, ampak tudi predstavniki cerkve v teh raznoraznih inštitucijah, ki so se med sabo pač dobesedno klali ali pa kljuvali, no, za oblast in prestiž, ne. Mogoče še tako, da malo proti koncu začnemo se voditi, ampak zdaj smo govorili skozi o inštitucijah, o časopisih, o medijskih hišah in tako, ki nekako zaključimo, spreminjajo stvari, ne, pa tudi filmi, ne, umetnost in tako naprej. Ampak kaj pa bralci, gledalci, so oni še voljni spreminjati svet, sploh še do koga pridejo te informacije? Tukaj imamo eno veliko število ljudi, ki bojo razmišljali o tem, kar so gledali, kar smo se zdaj pogovarjali. Kaj pa, ne vem, v šolah, a sploh še berejo časopise, a gledajo dnevnik? Jaz mislim, da ja, ne, hočem reči, mislim, da ja, na prvo vprašanje tvoje, torej, da ja, pride absolutno do ljudi. Danes je skoraj nemogoče, da ne bi bil na tak ali drugačen način, da ne bi prestregal neke informacije, ne. Žal moram pa na drugi del tvojega vprašanja reči ne, seveda časopisov noben več ne bere, ne, to imamo, noben več, oziroma to število se vztrajno manjša, ne. Ravno prejšnji teden sem dobila podatek od tega svojega bivšega kolega, Rimska republika, ne, ki je v najboljših časih imela po 700 000 dnevnih izvodov in je imela svoje tiskarne v Kanadi, v Južni Ameriki, kjer živijo pač velike izseljenske skupnosti Italijanov, že 3. leto zapored vsak mesec izgubi 13% prodaje glede na prejšnji let, za isti mesec leto predtem. Veste, to smo zdaj tako kot mladina. Mislim, iz 700 000 pridejo na ene 70, ne, ali pa 40, kakor je. A veste, tako da tiskani časopisi danes ne so v bistvu na nek način res zapisani propadu, ne, kar seveda pa ne pomeni, da je novinarstvo umrlo oziroma da je način informiranja oziroma informacija ne pokopana, ne, samo način je drugačen. In seveda pri tem mislim na splet in na vse možne pač na vsa možna tehnološka sredstva in platforme, preko katerih se danes lahko prenašajo informacije, ne. In zdaj smo pa seveda pri tem problemu, o katerem na veliko razpravljamo danes, ko se pogovarjamo o novinarstvu in medijih, ne, kako pa vse to uravnavati, kako vse to nadzorovati, kako vse to preverjati, a ne. Včasih ste imeli odgovornega urednika, ki je spuščal stvari skozi in presojal o tem, kaj, ne samo kaj je primerno in kaj je manj primerno, kaj ni dovolj podkrepljeno z dokazi in kaj manj, predvsem kaj je res in kaj ni. Danes takih urednikov, mislim, ta funkcija pač na spletu ne obstaja, je ni, noben ne more biti ta policaj. Ne, pri Facebooku, ne, ki je eden glavnih, bi rekla, ne, motorjev spodbujanja takega načina kroženja informacij, milijarde leta ne, ampak milijone dolarjev namenjajo temu, da bi poskusili iznajti eno tako inštitucijo, ne. Ampak noben algoritem ne bo mogel nikoli, bi rekla, preverjati vseh teh, tukaj pa res milijard, ne, informacij, ki vsak dan krožijo po svetu, ne. Tako da jaz mislim, da je tlele pa rešitev dejansko ta, ne, da se vsak človek sam, zdaj bodi si sam pri sebi, bodi si v obliki raznoraznih skupin, formalnih ali neformalnih, samo izobrazi. Samo izobrazi pri uporabi interneta oziroma internetnih medijev in sprejemanju informacij, ki mu jih ti nudijo. Da ne jemljemo, a veste, tako kot včasih ne je bilo, to je res, zato ko je bilo po televiziji, ne. Te časi so minili, mogoče je včasih res to bilo res, ali pa to je res, ker sem to prebral v časopisu, ne, v neke vrste časopisu, si verjel, ne. Danes tega ne moreš reči, ne, 100%, ne. Jaz mislim, da se danes dosti bolj, kako bi rekla, ne, je veliko večja, bi rekla, pride do izraza odgovornost vsakega posameznika. Recimo moja, osebno, jaz bom čisto svoj oseben primer dala, jaz to tako mislim in jaz to tako poslušam tudi delati pri svojem delu. Jaz sem pač odgovorna za nek mikromedijski prostor, ne,
To ni ne Facebook, ni nič, to je neka 20-minutna mikrodaja znotraj neke mikrotelevizije v neki mikrodržavi, ne. Ampak jaz zaradi tega nisem nič obupana, ali da bi se počutila kaj manj, kot moji kolegi z Boston Globa, ne. Mislim, da je moja odgovornost lih toliko velika, kot njihova. Pa so oni Amerikanci, jaz pa tle, ne, moj jezik govori 1,9 milijona ljudi, njih pa ne vem koliko, ampak ne vidim nobene razlike, ne. In jaz pač ne delam tega, kar delajo oni, oziroma česarkoli, nisem nek odgovorni urednik, kot je bil Marty Baron, jaz pač delam to neko oddajo. In se vsak dan, vsakič, vsak teden trudim, da to je tako, kakor mora biti. In si mislim, da to moji gledalci, pa moji bralci ali kdorkoli vidijo in na tak način ustvariš tak nek mikrokozmos, bi rekla, nekega medsebojnega zaupanja, hkrati pa v bistvu tudi izobraziš na nek način tega potrošnika, ne, informacije, bodi si bralca, gledalca, poslušalca, da se sam v bistvu zaveda, da ima tudi sam večjo odgovornost pri konzumiranju informacij. Ne? Da jih zna odbirati, da jih zna preverjati, da mogoče gleda tisto, za kar ve, ker se je na podlagi svoje izkušnje prepričal, da to drži, da je to neka kvalitetna, verodostojna informacija. Ne? In mogoče zavrže nekaj drugega, za kar je pač ugotovil, da ne, oziroma je imel slabo izkušnjo. Veliko bolj zapleteno je za vse nas, bi rekla, ne? To medijsko, bi rekla, izmenjava, kakor ta cirkulacija novic, ne? Veliko bolj, bi rekla, smo vsi na udaru v neki nevarnosti, da podležemo. To se tudi nam non-stop dogaja, ne. Zdaj sem dobila eno knjigo papeškega tega vodje, recimo, ne, Ministrstva za informiranje, ko govori o traču, o govorici. Ne. Papež Frančišek, recimo, ogromno v svojih govorih, velikokrat se dotakne v bistvu opravljanja, ki je za njega v bistvu morilsko sredstvo, ki ubija. Ker te govorice, ki se širijo in razširjajo, je rekel, ubijajo včasih ravno tako kot neko konkretno morilsko sredstvo. Ne? In opozarja na to, ker se zaveda, kako hitro lahko danes, veliko hitreje kot včasih podležemo neki neresnici oziroma lažni novici. Ne? In zato je pač po mojem zelo pomembno in to, kot se omenila šole, ne bi bilo treba zdaj, a to je ali ni, ne vem, mogoče prvi vrsti šola, ampak tudi druge, bi rekla, te neke mikroorganizacije, otroke dejansko spodbujati k temu, da ne jemljajo vsega za suho zlato, ne, ampak da zmeri ustvarijo neko kritično distanco do česarkoli, ne. Tudi, ker pač se vsak, ki ima otroke ali pa vnuke, veste, da danes jim ne boste mogli vzeti tablice oziroma interneta, dostopa na YouTube in tako lahko seveda omejite, ne, ampak jih morate opremiti s tem, da se ves čas zavedajo tega, da če ona tam vidi, da iz žvečilnega gumija se eden lahko izdela, ne vem, super uhane, ne, da to ni lih pametna ideja, ne. Da zdaj ti pobiral žvečilke po tleh in iz njih izdeloval uhan. To sem si zdaj izmislila, ampak se veste, kakšno se bedarije se dobijo na internetu, ne. Se pravi, bi rekla res, danes moramo biti vsi, ne glede na starost, ne glede na karkoli, podvrženi, bi rekla, res temu nekemu procesu samorefleksije, da postanemo pač res neki odgovorni konzumenti informacij, ne. To se mi zdi zelo lepa misel, tudi, ki zaokroži cel ta pogovor in film, ki tudi govori o tem, da na koncev smo pa vsi odgovorni, vsak pri sebi odgovoren za veliko širšo skupnost in veliko širši svet, kakor samo naš mali svet. Ne. A bi mogoče še kdo kaj dodal tule na koncu? Mislim, da smo tako lepo zdaj zaokrožili. Ja, zelo je bilo. Pa šli smo marsikaj. Hvala. Ja, hvala, ne.